Pozdravljeni! Danes bom spregovoril prav o posebni lestvici za sezono 2019. Govorili bomo namreč o tem, katera ekipa je imela najboljšo vozniško zasedbo. In tu ne govorim, katera ekipa je imela svetovnega prvaka v svojem moštvu oziroma katera ekipa je zasedla naslov svetovnega prvaka med konstruktorji. Govoril bom o neki lestvici, kjer bom skušal nekako analizirati, v kateri ekipi so izbrali tisti par, kateri je deloval najbolj uravnoteženo, kjer smo videli največ sodelovanja in kateri je na konec koncu prinesel najboljše rezultate iz dane štartne pozicije. Gre za moje osebno videnje, kjer ne pomeni, da se morate vsi s tem strinjati. Kot sem tudi povedal, ne gre za neko zadevo, katera je prepisana iz kake tuje literature, zato so odprte diskusije na kakšno teorijo, na kakšno videnje, na kakšno mesto na lestvici. A začnimo s tistim, katerim so bili po mojem osebnem mnenju najslabše uravnotežen vozniški par, kar smo jih videli v sezoni 2019. In govorim o ekipi Williams. Imeli smo Kubico, o katerim sem govoril že ogromno in ne bom ponavljal zadev, ter Georgea Russella. In čeprav bi pričakovali, da naj bi bil Kubica boljši, je bil George Russell hitrejši v 21 poskusih, Kubica pa v nobenem. Res, Robert Kubica je dosegel tisto edino točko, pustimo kako, ni važno, pokazal je, da je še zmeren dober. A namesto, da bi bil on tisti mentor Georgeu Russellu, namesto, da bi bil on tisti vlečni konj pri Williamsu, smo kaj hitro spoznali, da je to vlogo prevzel George Russell in mislim, da v boksih sta bila precej odtujena. Še več, proti koncu sezone bi moral biti Robert Kubica tisti, ki bi se lahko kaj naučil od Georgea Russella. In videli smo, da situacija daleč od tega, da bi bila idealna. Na 9. mestu, a ne dosti oddaljene od tega, kar smo videli pri ekipi Williams, par pri ekipi Haas. Grosjean je bil 9-krat hitrejši od svojega moštvenega kolega, Magnussen pa 13-krat. Res bolj uravnotežena slika, a kolikokrat sta trčila med seboj med samo sezono na dirki. Je bilo to potrebno? Po mojem osebnem mnenju ne. In tudi v naslednji sezoni ju bomo videli skupaj. Zakaj? Zato, ker ekipa Haas je imela težave s pokrovitelji, moje osebno videnje, in ta vozniški par je najbolj poceni varianta, da pridejo skozi še eno sezono. Seveda, dalo bi se narediti marsikaj več. Tudi sam sem pričakoval, da bo Günther Steiner vsaj enega izmed njiju poslal na rezervno klop za dirko ali dve. Tako da boste razumela, da dirkata za ekipo ne zaradi svojih egoističnih nagnjenj in da moštvenega kolega je treba tudi spoštovati. Res je prvi nasprotnik na progi, a to še ne pomeni, da ga je treba izriniti na travo. Pojdimo na 8. mesto, kjer vidim par sestavljen iz Pereza in Strolla, voznika ekipe Racing Point. In logično, če je Lawrence Stroll kupil ekipo Racing Point, bo Lance Stroll vozil za njih. Mislim, da je to vsem jasno. A Sergio Perez v svoji vlogi mentorja mislim, da ni ta pravi. Tudi on ima tam sedež zaradi uslug, ki jih je naredil v ekipi in nič narobe pri tem. Ampak vidim ga kot napadalca, izzivalca, ne nekoga, ki bo držal za roko Lancea Strolla. Lance Stroll je kar v redu napredoval od tistega, kar smo videli naprimer v lanski sezoni. A vseeno je soliden voznik, daleč od tega, da bi bil kaj izjemnega, a Perez ga s preveliko lahkoto postavlja na tisti nizek nivo. Če primerjamo par Perez-Stroll s tistim, kar je bilo naprimer Massa-Stroll v njegovi prvi sezoni pri ekipi Williams, vidimo to razliko. Felipe Massa je bil tisti idealen mentor za Lancea Strolla. Sergio Perez ni, saj tako je moje osebno videnje. Alfa Romeo Racing na 7. mestu. Imamo Kimija Räikkönena kot tistega z verjetno največ navijači v današnjem svetu Formule 1 in Antonija Giovinazija. Räikkönen hitrejši 12-krat, Giovinazzi 9-krat. Tudi tu vidimo kar precejšnje ravnotežje z eno veliko pripombo. Kimi Räikkönen kot najstarejši voznik v celi karavani Formule 1 ima eno karakterno slabost. To, da njegova forma izjemno niha. So dirke, kjer je fantastičen, a že na naslednjih, in to ne samo na eni, je lahko porazen. In prav tu se vidi
kje bi moral Antonio Giovinazzi vstopiti. Namreč tam, kjer Kimi Räikkönen ne bi bil, motiviran, bi se mogel pokazati on. Videli smo na mnogih dirkah, da sta bila ali oba dobra, pri tem Giovinazzi rahlo slabši, ali oba porazna. Res, zasluga gre tudi tehničnemu razvoju bolida, ne govorim, da ne. A vseeno, pričakoval bi malo več izmenjave tiste vodilne vloge in Antonio Giovinazzi, povejmo si, daleč od tega, da bi bil novinec, po mojem mnenju ima dovolj izkušenj, da bi mu lahko to tudi uspelo. Ni, videli smo, da ko je Räikkönen vlekel tisti voz naprej, so zadeve šle perfektno. Ko je bil na vrsti Giovinazzi, pa bistveno slabše. 6. mestu Scuderia Toro Rosso. In Scuderia Toro Rosso je znana po tem, da naj bi bila valilnica za Red Bull. V tej valilnici smo videli Kvyata, pa oba ostala Gasly, Albon. In prav tu je že nekaj zanimivega. Kvyat kot tisti izkušen, kot tisti, ki je bil že mnogokrat odpuščen, tako Scuderia Toro Rosso kot Red Bulla, je bil tisti, kateri je pokazal sorazmerno najmanj, če pogledamo samo kvalifikacije. Kvyat 8-krat tisti, ki je prevladoval v Scuderia Toro Rosso, skupaj Albon pa Gasly 13-krat. Od Kvyata bi pričakoval nekaj več. In nekako s to sezono je res pokazal, tisto grdo teorijo, ki sem jo imel na začetku sezone, in sicer to, da je bil le najboljša izmed slabih opcij, ki so imeli pri Scuderii Toro Rosso za to sezono. Od njega bi pričakoval več zrelosti, več konstantnosti in boljše rezultate kot novinci ali kmalu novinci na tistem drugem sedežu. Ni bilo tako. Videli smo, da so bili ostali bistveno boljši od njega, od človeka, ki ima za seboj že ogromno dirk. Na 5. mestu tovarniška ekipa Renault. In tu govorim o Hülkenbergu, kateri je bil hitrejši 7-krat, Danielu Ricciardu 14-krat. Zgodilo se je to, da s prihodom Daniela Ricciarda v tovarniško ekipo Renault je kar naenkrat Nico Hülkenberg izgubil tisti primat, tisto mesto vodilnega voznika oziroma tisto idejo, ki jo je lahko on imel, da je on tisti prvi voznik ekipe. Nekako izguba motivacije je vodila v to, da so ga upravičeno pred koncem sezone, odpustili s tem, da mu niso podaljšali pogodbe, da ne bo kakih nesporazumov. In mislim, da s tem, ko bodo privlekli v ekipo Estebana Ocona, bo malce več popra tudi v vozniški zasedbi, eden drugega bosta voznika stimulirala, lahko bo prišlo tudi do kakih iskric, a mislim, da v situaciji, kjer je tovarniška ekipa Renault, bo to tudi pomagalo. Tisto, kar smo videli pri Renaultu v letošnji sezoni, neko apatičnost, je tudi odraz tega, da njihova vozniška zasedba je bila daleč od tega, da bi bila uravnotežena, ni bila motivirana in zato 5. mesto. Na 4. mestu Red Bull. In tu govorimo spet o Maxu Verstappenu ter ostalima dvema, ostala dva Gasly in Albon, podobna situacija kot Scuderia Toro Rosso. In tu ne moremo mimo dejstva, da Red Bull je Max Verstappen. Tisti v drugem bolidu so zato tam, ker morajo po pravilniku imeti 2 bolida. In to se je tudi odrazilo. Videli smo, da rezultati tistega drugega voznika so bili zmerom pod pričakovanji. Tudi tistih 2-krat, ko sta bila preostala voznika boljša, je bilo zaradi kakih izvenšportnih faktorjev. In razumeti moramo, da to je bil zelo neuravnotežen par, da rečem, kajti videli smo enkratne predstave Maxa Verstappena in solidne predstave predvsem Aleksandra Albona. Albon je razumel dejstvo, da ni pametno tekmovati z Maxom Verstappenom, temveč je bolj koristno to, da opravi svojo nalogo. Kot sem že omenjal v preteklosti, treba bo pokazati več. Vkolikor ekipa hoče biti uspešna danes v Formuli 1, rabi 2 dobra voznika. Ne enega super, pa enega malce več kot povprečnega. In tu je napaka tiste, ki jo vidim sam pri izboru, ki so ga imeli pri Red Bullu in kje bi se lahko še izboljšali. Podobna zgodba, ampak podobna pri Ferrariju na 3. mestu.
govoriti o rivalstvu med Leclercem in Vettelom seveda je malce preveč enostavno. Vsi poznamo zgodbo, vsi smo videli trke, a treba je razumeti, da če gledamo samo kvalifikacije, je bil Vettel 9krat hitrejši od Leclerca, Leclerc pa 12krat. Spet izjemno uravnoteženi, a videli smo na primer število pole positionov Leclerca v primerjavi s Vettelom, videli smo razliko v zmagah, kot sem rekel, popolnoma neuravnotežen par, ki se bori med sabo, neka kombinacija podobna, kot smo videli na primer pri ekipi Haas, kjer je ekipa tista na koncu, kjer ni dosegla tistega, kar bi lahko. In seveda na drugem mestu Mercedes. Tu je treba poudariti, da na drugem mestu zato, ker je Valtteri Bottas pokazal bistveno boljšo formo kot lani, a ne govorimo o rezultatih. Namreč v tistih priložnostih, ko Lewis Hamilton ni bil blesteč, je vstopil on, dosegel je kar nekaj zanimivih zmag, tudi Lewisa na progi, ko je bilo potrebno, ga je prehitel, brez da bi mu škodoval. Je timski človek, je drugi voznik, mora dajati prednost Hamiltonu, a to še ne pomeni, da neha dirkati. Bil je enkrat na kvalifikacijah, mislim, da o tem ne smemo tu tega prezreti. In nekako po nekaj letih sta Hamilton in Bottas dosegla neko ravnotežje, katero je blizu popolnosti in bom rekel izjemno dobro tudi za ekipo Mercedes. In prav je, da so Valtteriju Bottasu po mojem osebnem videnju podaljšali pogodbo. Po mojem mnenju najboljši vozniški par v sezoni 2019 tisti, ki so ga imeli pri ekipi McLaren. Carlos Sainz mlajši in Lando Norris. Namreč zanimivo je bilo poslušati, kako sta po radijski zvezi takoj po koncu dirke spraševala svoje inženirje, kje je moštveni kolega, sta dosegla oba točke, veselila sta se za vsak rezultat. Ni bilo tistega, bom rekel, toksičnega rivalstva med njima. Seveda, dirkala sta, se tudi prehitevala, a ni bilo tistega, kar smo videli pri Haasu, pri Ferrariju in pri mnogih drugih ekipah. Pokazala sta, da se da doseči rezultat s sodelovanjem, a tu je treba pripomniti nekaj. McLaren, daleč od tistega nivoja, ki smo ga videli pri Red Bullu, pri Ferrariju, pri Mercedesu. In tudi zato sta lahko voznika svoje ambicije dala malce na stran. In zanimivo je tudi to, kako Sainz z precej izkušnjami, s precejšnjo menjavo ekip je lahko skupaj z Lando Norrisom kot novincev praktično sobival. Oba mlada, sorazmerno mlada, a oba dokaj zrela, da sta znala delovati skupaj. Videli bomo v sezoni 2020, kako se bo ta par obnesel, a po mojem videnju sta ona dva, tista dva, na katera moramo biti še posebej pozorni, katera znata presenetiti v naslednjih sezonah. Seveda, kot sem povedal, to je moje osebno videnje, pri kateri ekipi so sestavili najboljši par za sezono 2019. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.